naslov tvoje ponudbe ni magnetično privlačen za tvojo idealno stranko, potem verjetno sploh ne bo kliknila na ta naslov in ne bo prišla do vsebine, da bi videla, da je tvoja ponudba tudi vrhunska. V tem videu s tabo delim formulo, kako lahko sestaviš odlične, privlačne naslove in to približno tako enostavno kot sestavljanje puzlov. Dober naslov je ključnega pomena za vsako vsebino, ki jo ustvariš. To je lahko objava na družabnih omrežjih, to je lahko blog, lahko je video, lahko je podcast ali pa ime oziroma naslov za tvojo ponudbo. In točno to si bomo pogledali v tem videu. Naslov je prvo, kar vidi tvoja idealna stranka in na podlagi tega, kakšen je tvoj naslov, se potem odloči, ali bo kliknila na ta naslov in pogledala kaj več vsebine ali ne. Če je tvoja vsebina oziroma ponudba vrhunska in tvoja idealna stranka ne klikne na naslov in potem prebere tudi več o tej vsebini oziroma tvoji ponudbi, potem je čisto vseeno, kakšna je ta vsebina oziroma ponudba in je ves tvoj trud popolnoma zaman. Dober, privlačen naslov pa pritegne pozornost, je zapomljiv, hitro taki privlačen, zbudi čustva, običajno je to kratek in tvoje idealne stranke ne pusti ravnodušno. Seveda pa dobrega naslova ni čisto enostavno sestaviti, zato ti v tem videu pokažem formulo, ki je sestavljena iz 5 delov, ki jih potem med sabo samo zbereš in sestaviš. Zraven formule pa bom s tabo delila še nekaj bonus trikov, ki ti bodo pomagali, da ta svoj naslov še izboljšaš na naslednji nivo. Tale formula je v bistvu zelo preprosta in sem jo nekako prevzela in malo obdelala po Aleksu Hormozi. In sicer imava 5 kategorij, v katerih so različne besede. Predstavljaj si kot ena taka mini knjižnica vseh besed, ki jih sproti izbiraš in dopolnjuješ. Ko želiš potem ustvariti neki naslov, izbereš 2 do 3 kategorije in iz te kategorije potem izbereš besede, ki so najbolj primerne za tvoj naslov. Pa gremo kar na kategorije, da ti bo veliko lažje in bolj razumljivo, kako to gre. Prva kategorija so besede, ki imajo magnetični razlog. V to skupino spadajo besede oziroma pojmi, ki opisujejo, kaj je tukaj za tvojo idealno stranko, ki odgovarjajo na vprašanje, kaj je tukaj zame. In glede na to, kaj delaš kot svojo ponudbo oziroma zakaj iščeš svoj naslov, lahko tukaj potem odgovarjaš na vprašanje, kaj ta moja vsebina ponuja, kaj je tukaj za tvojo idealno stranko. Primeri so brezplačno, 60% popusta, nagradna igra, pomladna, poletna, jesenska, zimska, odprodaja zalog, potem je nazaj v šolo, otvoritev, nova lokacija, novo vodstvo, obletnica, rojstni dan, noč čarovnic, novo leto ali kakršen drugi praznik, ki je fajn za tvojo idealno stranko. Druga kategorija je idealna stranka. V to skupino spadajo vse besede, ki so vezane na to, komu je ta tvoja nova ponudba v resnici namenjena. In tukaj bolj, ko si fokusiran oziroma fokusirana in bolj natančna, bolj verjetno je, da se bo potem tvoja idealna stranka tukaj tudi najdla. Primeri recimo so zobozdravnik, mlade mamice, občani ljubljanske občine, direktorji, mladi podjetniki, karkoli je tvoja idealna stranka, je tukaj lahko zelo fajn, da si zelo specifičen, kdo to je. Če si vezan oziroma vezana tudi na neko lokacijo, potem je fino, da to lokacijo potem tudi daš. Naprimer, prebivalci nekega kraja ali pa mamice v tem okolju. Tretja kategorija so besede, ki so vezane na cilj oziroma rezultat. Tukaj se lahko torej vprašaš, kaj je cilj oziroma rezultat tvoje ponudbe. In fajn je, da si zelo specifičen oziroma specifična, da jasno poveš, kakšen bo cilj, če nekdo se odloči za tvojo ponudbo oziroma kakšen bo rezultat tvoja idealna stranka doživela oziroma dobila, če se odloči za tvojo ponudbo. In primeri so brez bolečine, bleščeče bel nasmeh, prvo mesto, podvojen dobiček, 100.000 evrov na leto, prva stranka in tako naprej. Torej vse, kar je rezultat tvoje ponudbe, spada v to kategorijo. Naslednja kategorija je interval. V to kategorijo spadajo vse besede, ki so vezane na neko časovni interval, ki ga bo stranka ali morala vložiti, da bo prišla do nekega rezultata, ali pa da tako dolgo recimo traja nek tvoj program. Primer je tukaj čisto enostaven, to je lahko XY ur, 10 dni, 5 tednov, 30 dni, 1 leto, 12 mesecev, karkoli je, kar je vezano na časovni termin
tvoje ponudbe. In še zadnja kategorija je opredelitev. V to skupino spadajo besede, ki nekako opredelijo formo oziroma format tvoje ponudbe. Primeri, ki tukaj pridejo v poštev, so lahko izziv, lahko je delavnica, lahko je masterclass, lahko je bootcamp, lahko je intenziv, lahko je inkubator, lahko je program, lahko je spletni tečaj, karkoli je, kar je vezano na nek format, oziroma lahko hitro poveš, kaj to je kot neki format. Še več teh primerov za posamezno kategorijo najdeš tudi v blog zapisu, ki ga bom pustila spodaj pod video. To je zdaj teh 5 kategorij in seveda ni nujno, da uporabiš točno te primere, ki sem ti jih zdaj jaz povedala, lahko izbereš čisto svoje. To je celo priporočljivo, da izbereš čisto svoje. Zdaj, če pogosto iščeš neke nove oziroma ustvarjaš nove naslove za ali blog ali za karkoli drugega, potem ti celo priporočam, da si te ideje sproti zbiraš in si narediš eno tako knjižnico vseh teh idej in naslednjič, ko rabiš narediti nek naslov, lahko greš čez te kategorije in pogledaš vse ideje in izbereš samo tiste, ki ti pridejo najbolj prav. Ok, zdaj imamo kategorije in imamo primere za posamezno kategorijo. Kako pa zdaj v bistvu sploh ustvariti nek vrhunski naslov? Čisto enostavno. Zbereš 2 ali 3 kategorije, ki najbolj so smiselne za tvoj trenutno ponudbo, za katero delaš recimo naslov. In ko izbereš 3 kategorije, probaš zbrati še najboljše primere oziroma najboljše besede iz te posamezne kategorije. Torej, iz vsake kategorije, od teh 2 do 3 kategorij, ki jih zbereš še nekaj, kar je najbolj smiselno za to tvojo ponudbo ali pa ustvariš neke nove ideje. In potem naslednji korak je, da se s temi besedami se samo poigraš in jih daš skupaj, sestaviš v naslov. Pa da ti bo vse še bolj jasno, gremo zdaj skupaj še čez en primer, tak en čisto banalen, plastičen primer. Recimo rečemo, da iščemo naslov za naš novi produkt oziroma za naš novi izziv za hujšanje. In zdaj se najprej vprašaš, katere kategorije izmed tistih 5 bi bile najbolj primerne za ta tvoj naslov oziroma za ta tvoj projekt. In recimo, da izberemo kategorije idealna stranka, cilj in pa interval. Za vsako izmed teh kategorij potem probamo si izmisliti oziroma poiskati čim več primerov, ki bi bili smiselni za ta naše hujšanje. In zdaj, ko imamo zbrane te 3 kategorije, gremo za vsako kategorijo določiti še nekaj primerov, kaj vse bi spadalo v to kategorijo. In če začnemo pri idealni stranki, se vprašaš, komu je torej namenjen ta naš izziv za hujšanje. In recimo, da smo se mi odločili, da delamo hujšanje za mlade mamice, za tiste mamice, ki so na porodniški, ker bo to mogoče nek dogodek, kjer se bomo videli v živo, je vezano tudi na lokacijo, so to lahko mlade mamice iz Ljubljane, naprimer, če je to tvoja lokacija. In vse to so torej ideje, ki pašejo na to prvo kategorijo idealne stranke. Potem, ko izčrpaš vse te ideje, gremo na drugo kategorijo. Druga kategorija smo rekli, da je cilj. Zdaj, kaj je cilj tega našega izziva za hujšanje? Zagotovo je, da shujša. Mogoče želimo, da se vrne na tisto težo, ki je bila pred porodniško oziroma pred nosečnostjo. Mogoče želimo samo, da je fit. Mogoče želimo, da pride do vitke postave ali pa samo do boljšega počutja. Tukaj izbereš pač čim več idej, ki so smiselne za tvojo ponudbo. In potem imamo še tretjo kategorijo, to smo izbrali interval. In zdaj, kako dolgo, se vprašamo torej, kako dolgo bo ta naš izziv trajal. Izziv bo recimo trajal 1 mesec oziroma 30 dni. In ideje torej so, da lahko napišemo 1 mesec, lahko napišemo 30 dni. In zdaj, ko imamo zbrane za vsako kategorijo vse te ideje, lepo kot puzle samo še sestavljamo naslov. In to naredimo tako, da iz vsake kategorije zberemo eno besedo in potem sestavimo v naslov. In tukaj je zdaj nekaj primerov. Recimo lahko je to 30-dnevni izziv hujšanja za mlade mamice na porodniški ali pa do vitke postave za mlade mamice 30-dnevni izziv ali pa mogoče 30-dnevni izziv fit mlada mamica ali karkoli drugega. To so zdaj samo 3 primeri. Lahko seveda sestaviš jih še veliko več in se poigraš. Celo priporočljivo je, da se tukaj vzameš nekaj več časa in res posvetiš veliko pozornosti, da prideš res do dobrega naslova, ki bo privlačen za tvojo idealno stranko in v bistvu se mu sploh ne bo mogla upreti, da ne bi kliknila in pogledala,
kaj se za tem naslovom tudi skriva. Obljubila pa sem še ti nekaj dodatnih trikov oziroma nasvetov za dober in privlačen naslov. In tukaj so. Naslov se lahko rima, tako bo bolj zapomnljiv, seveda brez pretiravanja. Sestavljen je iz besed, ki se začnejo na enako črko. Je enostaven za razumevanje in direkten. Izogibaj se strokovnemu jeziku ali pojmovanju, sploh če ga tvoja idealna stranka ne razume. Če je možno, uporabi ključne besede, ki bodo pomagale tudi pri boljši SEO optimizaciji. In pa zadnji nasvet je, da uporabi tudi številke v številkah, ne v besedi. Upam, da ti je ta video pomagal, da ti bo naslednjič ustvarjanje naslovov veliko lažje. Če ti je bil ta video všeč in koristen, potem te vabim, da se naročiš na moj YouTube kanal in s tem tudi meni pomagaš, da dosežem več podjetnikov in podjetnic. Če pa misliš, da bi ta video lahko tudi komu koristil, ti bom pa zelo hvaležna tudi, če ga deliš s tistimi, ki mogoče imajo kakšno težavo z ustvarjanjem naslovov.